Naš gost. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Naš gost je gospod Igor Tuta. Dobrodošli, zelo smo počaščeni, da vas smemo pozdraviti v našem studiu in se z vami pogovarjati v naslednji uri. Hvala lepa za vaše vabilo in prisrčen pozdrav tudi vsem cenjenim poslušalkam in poslušalcem. Nedolgo tega, sredi marca, ste praznovali življenjski jubilej ob 80-letnici iskrene čestitke. To pa so bila leta in desetletja, zelo pestre, bogate, raznolikih dejavnosti in vaših zanimanj. Ja, sicer jaz pri tej 80-letnici nimam prav nič, so leta tekla sama in kar lepo sem se znašel pri tej visoki številki. Včasih me malo skrbi, da so leta, ki grejo že tako proti starosti. Ampak na drugi strani se čutim še poln življenja, dela in želje do dela in da bi še kaj napravil, tako da me bo to vedno tudi za naprej držalo še po koncu. Toliko je vaših zanimanj, gospod Igor Tuta, od radija, skavtstva do filatelije, do muzealnosti. V Tolminu se je pravzaprav vse začelo. Ja, jaz sem rojen marca 1945 v Tolminu. To se pravi, je bil še zadnje 2-3 mesece druge svetovne vojne. In mama mi je pripovedovala, da ravno med tem časom, ko sem bil na tem, da se rodim, so letela letala nad Tolminom in so se vsi bali, da bo spet kakšne bombe padale in da se ne bo dobro končalo to moje rojevanje. Ampak potem vseeno je šlo vse lepo in prav. In tako da sem se rodil v vojni, ampak tega seveda se jaz še nič ne spominjam. Meni pa so ostali, meni in sestri, ker sestra je 2 leti mlajša od mene, tudi ona rojena v Tolminu. Je pa to res, da vso svojo mladost sva preživela doma z očetom in z mamo, ki sta se vedno pri kosilu in pri večeri pogovarjala o svoji mladosti, se pravi o Tolminu in tudi o vseh ljudeh, se pravi sem poznal ljudi, čeprav jih osebno nisem, in pa o težkih dogodkih, ki so se dogajali med drugo svetovno vojno, pa še prej pod fašizmom. Je bilo to tako globoko v vas, da ste želeli vedeti še več in za to raziskovanje, za to zanimanje za ljudi, da bi jih razumeli, poznali bistvo njihovih zgodb, življenj, odzivov? No ja, to sta 2 zgodbi, 2 različna aspekta. Eno je to, vsak človek je življenje zase in zanimivost zase, se pravi spoznavati človeka in ga poslušati predvsem, kaj želi in kaj misli, je ena stvar. Druga pa je recimo bolj tak zgodovinski pristop o tem, kaj se je dogajalo na naših tleh na Primorskem, v Tolminu pa tudi na splošno, ker je bil oče zelo aktiven, zlasti med obema vojnama, ko se je zavzemal, takrat se veste, je vsa Primorska spadala pod Italijo, pod fašistično Italijo. Že od vsega začetka se je oče odločil, še kot mlad fant, da se bo tudi on vključil v to protifašistično delovanje in skrbel, da ostane ena kulturna slovenska zavest tudi na Primorskem. Zato so od vsega začetka poskrbeli, da so prihajale knjige, slovenske knjige na Primorsko, so nosili čez mejo v nahrbtnikih te knjige in so vedeli, da samo na tak način bodo ohranili slovenski jezik in slovensko kulturo na teh tleh. O očetu ste napisali tudi knjigo, o tem njegovem delu. Leta 1999 je to delo izšlo. Vabimo poslušalke in poslušalce, da si tam preberejo več. Gospod Igor Tuta, mati je bila tudi kulturna delavka. Zdaj, kdo vam je dal to željo do besede, do zapisa slovenske misli, do poezije, ne nazadnje? Veliko in radi ste pisali in zelo zgodaj. Pri 11 letih, če se ne motim, je bila prvič objavljena javno vaša pesem. Tako nekako, ja. V reviji Pastirček je bila za otroka, ja. In nakazovalo to vašo ljubezen do jezika. Ne oče, ne mama pravzaprav nista bila tista, ki sta me najbolj nagovarjala oziroma usmerjala v to, ampak mamina sestra, pesnica Ljubka Šorli, ona je pisala čudovite pesmi in seveda te pesmi so že precej objavljene, ne pa še vse. In navado, ki je ona imela, ko sem jaz imel rojstni dan ali pa kakšen praznik ali kaj podobnega, da je vedno poslala eno razglednico, tako bolj primerno za otroke, s kakšno risbico, fantka in punčke gor, ne, in zadaj namesto voščila napisala pesmico. In to je bila pesem, napisana s strani nekega pesnika, prav zame.
In to je pomenilo nekaj več, kot pa da vzameš knjigo in prebereš eno pesmico. Ne? In verjetno je bilo tisto, ki me je usmerilo, da človek nekaj bi rad povedal ali bi hotel nekaj povedati ali pa se čuti željo, da mora nekaj povedati, da to tudi napiše. Tako ali drugače, ali v verzirani besedi, ali pa v prozi, ali pa v eseju, ali karkoli. In tako sem začel zelo zgodaj pisati. Moram reči, da že v liceju, v Trstu, na slovenskih šolah, na klasičnem liceju, sem zelo veliko sodeloval z revijo Literarne vaje, pisal, številka je izhajala vsak mesec in vsak mesec je bilo nekaj mojega noter. Odkud navdih? O čem ste pisali? Kako so te besede prišle v vas? So bile najrazličnejše tematike. Na eni strani sem bil kot mlad fant in študent in zelo rad sem tudi uganjal kakšne neumnosti. Sem bil vezan na prijatelje in sem pisal stvari, vodil tudi na ljubezensko rubriko za mlade študente in študentke. Ne? To je bilo bolj tako, da se človek poveže med sabo. Na drugi strani pa teme, ki sem jih obdelal, je bil prav kakšen daljše, niti ne moram reči roman, čeprav eno leto je izhajalo celo leto moja zgodba, recimo ena povest v literarnih vajah. Ampak šel sem bolj recimo na nekaj se mi je zgodilo ali pa nekaj sem slišal in bi bil rad to povedal ali obdelal. In tako je nastal in se niso bili dolgi zapisi, to so vedno 2-3 strani v reviji. Poleg tega prav verjetno pod vplivom tete Ljubke Šorli sem pa tudi začel nekaj verzificirati in pisati tudi pesmi, tako da imam rad tiste pesmi, čeprav moram reči, da so zelo preproste in danes raje ne govorim o njih. Ko že omenjava vašo teto Ljubko Šorli, je prav, da dodava, pa me zanima vaše mnenje. Pogovarjala sva se že nedolgo tega, ko je išla zbirka njenih pesmi v vašem urednikovanju. Zdaj ob prevzemu naslova Nova Gorica in Gorica skupaj sta Evropski kulturni prestolnici, so pa tudi vaši teti, pesnici Ljubki Šorli, dali kar pomemben pečat. O njej se govori in to ne malo. Je ena izmed izbranih pesnic tega posebnega prostora. Kako vi doživljate to? Ja, hvala Bogu, prihaja do tega. Čeprav moram reči, da je Ljubka Šorli, pa ne zato, ker je moja teta, ampak tudi sam imam kritičen pristop do nekaterih njenih načinov pisanja in do vsega njenega dela. Ampak spada gotovo med slovenske boljše pesnice. Recimo bi omenil, da je tista slovenska pesnica, ki ima največ sonetov. Je tista slovenska pesnica, ki ima največ uglasbenih svojih pesmi, ker je pisala tako melodiozne stvari. Ne? In zato mi je bilo vedno v vseh letih žal, da se tako malo o njej govori. Prav na literarnem področju oziroma v šolah tudi. In da se tudi premalo izdaja njenih pesmi in njenih knjig. To, ko je ona leta 1993 umrla, Andrej Bratuš in Lojzka Bratuš sta mi prepustila vso njen arhiv in vse to, kar je imela, da sem uredil. In ko je bila 100-letnica njenega rojstva, so me profesori iz univerze, ki so prišli na seminar, vprašali pravzaprav, koliko pesmi je ona napisala. In tega niti jaz nisem vedel, dokler nisem začel sistematično urejati in spravljati vse v red. Ona je napisala 2 oziroma 3 sonetne vence in niso slabi. Prav res moram reči, da zlasti tistega, ki je napisala o svojem možu Lojzetu Bratušu, ki so ga fašisti ubili leta 1937, je morda eden izmed svetlih pesniških stvaritev v zgodovini slovenske literature. Ko sem vse to zbral in ugotovil, da je v celoti napisala v svojem življenju nič manj kot